Zdaj, ko vidimo spremembo geopolitične situacije, vidimo tudi, kako so nezanesljiva ta fosilna goriva. Ne smemo v energiji po teh stvareh razmišljati samo, če tako rečem, tehnično ali pa tudi ne nazadnje samo ekonomsko, da moramo pogledati, kaj so tisti odnosi v družbi, ki ne nazadnje pripeljajo do tega, da se kar ne moramo znebiti odvisnosti, kot da bi bili nekakšni fosilni narkomani. Mladi imate veliko idej, veliko načrtov. Te kazalniki so osnovani na evropskih okvirih Levels, raba energije, raba vode, raba materialov, potem tudi odpornost na podnebne spremembe, torej da v resnici ocenjujemo stavbe po zelo širokem področju, ne samo po energiji potrebni za uporabo. To se sliši zelo obetavno. Koliko pa ste slišani? Mislim, da je prvo vredno poudariti, da mladi nismo homogena skupnost. Da imamo veliko različnih političnih, ekonomskih in vseh ostalih mnenj in vizij za našo prihodnost. Zdaj, koliko smo slišani, to je zelo zanimiva stvar, o kateri sem razmišljal sploh po udeležbi podnebnih pogajanj COP30. Kaj nam dalo je vesolje, bezkončno zvezd nad mano, ta planet je vse, kar imamo. V tokratni epizodi podcasta Samo en planet bomo uprli pogled v našo energetsko prihodnost. Govorili bomo o učinkoviti rabi energije v času podnebne krize, o neobnovljivih in obnovljivih virih, o nepriljubljenem varčevanju z energijo, o njenem pomanjkanju in rešitvah za prihodnost, o možnostih energetske samooskrbe znotraj manjših skupnosti, o trajnostnem načinu gradnje in energetski optimizaciji naših domovanj, o vključevanju mladih v oblikovanje podnebnih in energetskih politik. V pogovoru sodelujejo Lana Jeglič, študentka Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Jan Zupan, mladinski podnebni delegat Slovenije in Boštjan Remic iz Društva za sonaravni razvoj Fokus. Lepo pozdravljeni, hvala, ker ste se odzvali na sodelovanje v našem podcastu. Začnimo s podnebjem. O podnebni krizi govorimo skoraj vsak dan na vseh ravneh, sprejemajo se nove podnebne politike. Kako vi kot mladi ljudje in ljudje, ki na tem področju tudi delujete, ocenjujete učinke v širši družbi, kako vpliva na vse nas in kako na posameznike? Pa mogoče Jan, ki je najbolj vpet v te podnebne reči, začne. Ja, lep pozdrav z moje strani. Jaz bi rekel, da mogoče, da se do nekaj let nazaj ljudje niso zares zavedali, kaj pomenijo podnebne spremembe in kako bodo vplivale na nas. Se mi zdi, da dokler časa podnebne spremembe ne začnejo vplivati na nas materialno, kar pomeni, da pride škoda prek poplav, da so suše, da imamo požare na Krasu in podobno, so podnebne spremembe v bistvu res neka abstraktna stvar. Kar pomeni, da je to pač nekaj, kar se dogaja, ampak name ne vpliva, zakaj bi se jaz o tem brigal. In posledica tega je, da se jim tudi vsi ukrepi, ki tako ali pa drugače pomagajo in da blažimo same podnebne spremembe in tudi, da naredimo nekaj še za okolje, da imamo čisto okolje, da se da v njem živeti, se zdi zelo tako abstraktno. Zakaj bi bili mi del tega, če pa na nas ne vpliva? V zadnjih letih, ko pa smo priča tako radikalnim spremembam, kot je, da pač zime niso več zime, poletja so vedno ostrejša, vedno več naravnih katastrofe, ki so vedno bolj pogoste in vedno močnejše, se je pa začel počasi dotikati ljudi. In tukaj nimamo več izgovorov, da se ta stvar nas ne dotakne. In tukaj se mi zdi, da so ljudje zares začeli dojemati, da ta stvar je resnična in da moramo nekaj narediti glede tega. Zdaj, druga stvar, ki je nekako vzporedno s tem, pa hkrati tudi v nekakšni opoziciji, opreki, skrbjo za podnebje, za to, da ga ohranjamo, je pa energetska oskrba, ne? Mi smo še vedno v veliki meri odvisni od fosilnih goriv, predvsem gospodarstvo, pa tudi gospodinjstva. Brez energije ne moremo, varčevanje z energijo je pa tudi nekaj, kar je med nami precej nepriljubljeno ali pa dostikrat tudi neizvedljivo, ne? Boštjan, kakšne so recimo
smernice, neki projekti, o katerih razmišljate in jih tudi ustvarjate v društvu Fokus, kar zadeva energijo v prihodnosti? Ja, pravzaprav je okoljska kriza, o kateri je prej sogovornik začel, pravzaprav na nek način kriza rabe fosilnih goriv. Skratka, vidimo, da zadnjih 200 let so fosilna goriva poganjala naše družbe do neke točke, ko je to postalo pravzaprav destruktivno, ne samo za nas, ljudi, ampak tudi za celoten planet in za vsa živa bitja na njem. In ja, seveda, nekako je treba odgovoriti na to energetsko vprašanje, kako iz ogljikovodikov k nečemu drugemu, torej k obnovljivim virom energije. In to je pravzaprav eno od ključnih, ne edino vprašanje te okoljske krize. Namreč ne smemo pozabiti tudi na zelo pomembno krizo biodiverzitete. Smo že v enem valu, novem valu velikega izumiranja, kot pravijo znanstveniki, biologi. Seveda imamo tudi druge planetarne meje, ki nam kažejo, kje v bistvu so naše družbe že prestopile tisto, kar planet lahko obnovi. Tako da ja, energija je pa tista, ki seveda vse to nekako poganja. Tako da, ko govorimo o energiji, pa mislim, da tudi ne smemo se preveč zapičati v samo, bom rekel, kemijo, v fosilna goriva, ampak moramo le nazadnje pogledati, kaj pravzaprav ta energija poganja, zakaj je tam, zakaj toliko energije porabljamo. Ko si znamo na to vprašanje odgovoriti, potem bomo nekako zmogli tudi odgovoriti na podnebne probleme in zato v veliki meri zdaj ne zmoremo v zadostni meri odgovoriti na podnebne probleme. Lana, en od prihrankov energije se lahko zgodi tudi v procesu postavljanja gradnje hiš. Tam lahko z izbiro materialov, z določenimi procesi, mogoče novimi tehnologijami, veliko prihranimo že v sami fazi gradnje in potem seveda tudi skozi bivanje v takem objektu, v taki stavbi, se pride do prihranka energije, ne? Zdaj, vi se na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo verjetno kar intenzivno ukvarjate tudi z novimi načini, ki bi nadomestili potratno gradnjo, če tako rečem. Ja, sigurno. V resnici se na fakulteti zadnje čase vse več pogovarjamo tudi o tem, da mogoče fokus ni več samo na energiji, ki se porabi za samo uporabo stavbe, ampak da se energija skriva tudi povsod drugje, recimo vgrajena energija v objekt, sami materiali, da moramo biti pozorni tudi na energijo za pridobivanje teh, potem tudi energija v vseh drugih oblikah, poraba vode, vzdrževanje objekta, življenjska doba, in pač, da se v bistvu fokusiramo na energijo skozi celoten cikel stavbe, ne pa kot mogoče bilo do zdaj, mogoče zdaj zadnja leta ne več, ampak prej, pa zelo močan fokus na tej energiji sami za pač uporabo stavbe za ogrevanje in hlajenje. Zdaj mogoče ni več fokus več toliko na tem, oziroma se opozarja še na vse druge aspekte, ki se jih je prej dolgo časa preziralo. No. Se tukaj lahko učite kaj tudi iz preteklosti, iz tradicije, recimo predniki naši, ne, so znali graditi hiše tako, da so bile precej energetsko varčne. Razlog je bil mogoče drugačen, ne, niso si mogli privoščiti, niso imeli toliko virov energije, ali pa vremenske razmere, podnebne razmere, recimo na Krasu, debeli kamniti zidovi, majhna okna in tako naprej, ne. Skratka, lahko tudi mladi gradbeniki črpate kaj iz izkušenj preteklosti? Ja, zagotovo. V resnici se izkaže, da če gremo računati pač neke ogljične odtise, da so bile v resnici starejše stavbe res manj potratne, ampak ja, imeli so manj materialov na voljo. Tudi danes mislim, da imamo čisto druge pogoje, v katerih želimo živeti, ne, vse zatesnjeno, neke konstantna temperatura noter. Mislim, da včasih pač so bili ti pogoji drugačni, da je pač še vseeno določene aspekte sigurno lahko črpamo od takrat, ampak da danes živimo v drugačni družbi in da so potrebe in standardi mnogo višji. In je treba pač prilagoditi se temu in najti, kako lahko to zagotovimo hkrati, da znamo z energijo varčevati. Zdaj, zeleni prehod, ki je bil kar nekaj let v fokusu, ne, in nekako najbolj
tisto, o čemer se je največ govorilo, ne, je potem v enem obdobju rahlo izgubil zagon. Pa me zanima, to je zdaj vprašanje za vse tri, ali v tem trenutku, ko se recimo Evropa in z njo tudi Slovenija sooča z pomanjkanjem teh klasičnih, fosilnih goriv, in bo to pomanjkanje verjetno še kar naraščalo, se ne bo tako hitro ustavilo, je zeleni prehod lahko s tem dobil nov zagon in se bodo ljudje in tudi sistemi bolj fokusirali na obnovljive vire energije. Kaj menite? Ja, geopolitična situacija se je v zadnjih letih definitivno spremenila. Spremenila se je tudi notranja situacija politična znotraj EU, ki je v bistvu šiftala oziroma spremenila, kaj so temeljni cilji tako EU-ja kot posameznih držav članic. S tem, ko se je parlament zamajal in spremenil politično tako, kot se je, to se pravi bolj v desno, so se tudi prioritete zelenega prehoda spremenile. Kjer so države sedaj ponovno težijo v smer večje porabe fosilnih goriv, predvsem z argumentacijo, da so te bolj zanesljivi, kar pomeni, da bojo s tem bolj energetsko neodvisni, čeprav zdaj vidimo, kaj se dogaja, ko petina svetovnega dovoza nafte izpade, kako zanesljivi zares so. In to seveda poganja potem tudi ekonomije, za katero je in gospodarstvo, za katero je potrebna ta energija. Zanimivo je spremljati zdaj diskurze ravno ob tem izpadu, to se pravi pomanjkanja fosilnih goriv, kako je za to kriv zeleni prehod. Vsaj jaz sem ga opazil na nekaterih spletnih medijih, kako se v bistvu obrača proti zelenemu prehodu, čeprav bi moral biti to ravno argument za drugo stran. To se pravi, če želimo biti bolj neodvisni, če želimo biti bolj samozadostni, rešitev ni v tem, da še krepimo našo infrastrukturo za fosilna goriva, ampak gremo v alternative. Ali so to obnovljivi viri in vse ostalo, kar pride s tem. Tako da to je ena zanimiva stvar, ki jo bo zelo zanimivo spremljati in tudi pomemben razmislek o tem, kam gremo kot družba, ker zdaj, ko vidimo spremembo geopolitične situacije, vidimo tudi, kako so nezanesljiva ta fosilna goriva. Zdaj, eden od načinov samooskrbe so tako imenovane energetske skupnosti. Tukaj gre verjetno za manjše skupnosti, ne? To, v kakšnem obsegu govorimo, koliko recimo ljudi lahko na ta način dobiva energijo, se z njo oskrbuje, ne? Pravzaprav ni nujno, da gre za manjši obseg. To je morda tista neka začetna točka, ker pri nas so energetske skupnosti še relativno nerazvite, ampak obstajajo pa recimo po eni strani v Nemčiji, tudi delno v Veliki Britaniji, državah Beneluxa, če govorimo samo o Evropi, energetske skupnosti, ki imajo pravzaprav na 10.000 članov, ki imajo v lasti zelo velike proizvodne kapacitete, recimo vetrnice, tudi delno sončne elektrarne in tako naprej, in proizvajajo že zelo, bom rekel, hvalevreden delež energije, ki se recimo porabi na nacionalnem nivoju. Tako da to je bolj nek koncept, ko začnemo drugače razmišljati o zelenem prehodu. Mogoče, če se navežem na prejšnje vprašanje, pravzaprav energetska kriza, ki se je začela, ki je bila nekako vezana na vojno v Ukrajini, je nekako bolj zaustavila zeleni prehod, kot ga spodbudila. Jaz nisem optimist, da bi zdajšnja kriza z napadom ZDA na Iran kaj prispevala zares zelenemu prehodu. Mislim, da se samo stvari poslabšujejo. Po eni strani pa moramo večkrat pogled razširiti tudi na celoten svet. Na Kitajskem se zeleni prehod ne zaustavlja, ampak gre izjemno hitro naprej. Neverjetno proizvodno iz obnovljivih virov energije so uspeli zagnati in to tehnologijo nenazadnje ponudili tudi ostalemu svetu, ker je zelo pomembno, ker zdaj recimo Indija, ki je tudi taka zelo velika država, ki se zelo hitro želi razviti, pravzaprav nekako študije kažejo, da zaradi tega razvoja, ki je Kitajska naredila na področju obnovljivih virov energije, lahko Indija to dela z manjšim deležem fosilnih goriv. Seveda pa ne smemo tega zdaj popolnoma vzeti kot nek velik uspeh, ker jasno pa je, da koncentracije CO2 neverjetno hitro rastejo in mislim, da na začetku tega leta je podnebna znanost, mislim, da kar presenetil podatek, da se je pravzaprav trend
dvigovanja globalne temperature v tem desetletju skoraj da podvojil. Dejansko podnebna znanost, kot kaže, podcenila hitrost segrevanja planeta in to je res zelo, zelo slaba novica. Ampak po drugi strani pa tisto, ki sem prej govoril o tem, da ne smemo v energiji po teh stvareh razmišljati samo, če tako rečem, tehnično ali pa tudi ne nazadnje samo ekonomsko, da moramo pogledati, kaj so tisti odnosi v družbi, ki ne nazadnje pripeljajo do tega, da se kar ne moramo znebiti te odvisnosti, kot da bi bili nekakšni fosilni narkomani. In ja, zato so energetske skupnosti tako pomembne, ker so preprosto tudi drugačen družbena organizacija, kako se lotimo vprašanja proizvodne energije, ki jo potrebujemo, ki je pravzaprav neka temeljna človeška potreba. In energetske skupnosti so ideja, kako navadne ljudi, običajne prebivalce vključiti v ta zeleni prehod, da oni postanejo nosilci te neke nove energetske zgodbe, ki temelji seveda na obnovljivih virih energije. In zaenkrat seveda ne moramo reči, da ima energetske skupnosti zelo velik vpliv na svetovni energetski prehod, imajo pa zelo velik potencial. Pač alternativa obstaja, se že gradi, seme že klije, jasno pa je, da so prevladujoči neki drugi trendi, ki jih seveda moramo nekako tudi ustaviti. Zdaj, na neki družbeni ravni, recimo, ali pa na sistemski in potem na korporativni, gospodarski ravni, ta prehod poteka dosti teže. Ne? Se vam zdi, da mogoče na ravni posameznika, zdaj, ko je Boštjan govoril o teh energetskih skupnostih, lahko gre to malo hitreje, pa se potem, da tako rečem, od spodaj navzgor, iz majhnih skupin ljudi, tako kot ste dejali, Boštjan, zadeva lahko začne počasi razraščati. Ne govorimo zdaj seveda o nekem planetarnem boomu, da bo kar naenkrat to vse potekalo tako, kot bi si želeli, ampak kakšen je tukaj potencial? Recimo vi, kako vidite vi to prihodnost? Ne? Ker dejstvo je, energijo bomo potrebovali, ne? Za vse, ne? Tudi za naše oblake in računalnike, megaračunalnike in neskončne zbirke podatkov in chat in ostale GPT-je. Ne vem, nimam podatka o tem, odkot se napaja recimo kitajski DeepSeek, ne? Eden najuspešnejših, najbolj uporabljenih teh spletnih klepetalnikov. Ne? Mogoče so oni že pogruntali, da na malo bolj ekološki način futrajo ta veliki stroj. Mislim, da moramo razumeti, da kitajska zgodba je izjemno protislovna. Oni so uspeli ta hiter prehod k obnovljivim virom energije narediti z izjemno veliko rabo premoga. In še vedno v bistvu je ravno zaradi tega trenutno na nek način Kitajska glavni, največji pri izpustih, seveda ne na prebivalca in tudi ne zgodovinsko gledano, ker pač CO2, tisti presežek, ki ga je v zraku, ni od danes, ampak je od zadnje industrijske revolucije, tako da tukaj je ZDA in Zahod še vedno tisti, ki nekako glavno moralno odgovornost nosi. Ampak ja, to se je zgodil seveda tudi tak velik kitajski razvoj, ker je bil premog edina možnost njihova, bom rekel, domačega goriva. In ja, z tega vidika je seveda zelo pomembno, ker ste že pravilno na nek način ugotovili ta prehod od spodaj, zeleni prehod od spodaj, pa pravični zeleni prehod, je ena zelo pomembna sintagma, ker mislim, da tisto, ja, ta obrat v desno se je gotovo zgodil, ampak mislim, da se je zgodil še nekaj drugega sporednega in to je, da so nekateri ljudje izgubili zaupanje in govorimo o državljankah, državljanih, prebivalcih, ne o tistih, ki odločajo pa lastnikih velikega premoženja, ampak čisto običajnih ljudeh. Ampak mislim, da se niso toliko obrnili proti ekologiji, ampak bolj proti tej poskusu, bom rekel, nekega zelenega prehoda od zgoraj oziroma nekim zelenemu prehodu, ki pravzaprav ne prinaša koristi, ampak ali pa še celo vidijo, da jim življenje otežuje, medtem ko nekaterim zelo bogatim na nek način pa se življenje ne spreminja ali pa se še celo izboljšuje. Mislim, da je to tudi zelo pomembna perspektiva, če si hočemo zamisliti, kako bi pa lahko en del družbe ali pa večji del družbe mobiliziralo to, da je ekologija nekaj dobrega za njih in nekaj, kar jim bo izboljševalo njihova življenja.
Jan se strinja in mislim, da boste kar kaj dodali k temu, ne? Ja, mislim, tukaj se mi zdi, da je zato ta bottom-up approach potrebno narediti pač mejo. Bottom-up approach, ampak kako? Ne? Ker do zdaj smo bili priča tudi v šolskem sistemu in splošni družbeni naraciji, da če ti kot oseba ločuješ, se dvakrat pelješ s kolesom v službo, si pa kar naenkrat naredil dovolj in po mojem mnenju se mi zdi, da to preprečuje, da bi naslavljali tudi kot posamezniki, kot družba in tudi kot manjše lokalne skupnosti tisto težavo, ki je osnovna, ki jo je prej že kolega izpostavil. Ne? To je pač, koliko mi porabljamo fosilnih goriv. In kaj je pač glavni potrošnik fosilnih goriv v naši družbi? Poleg tega, da ima Slovenija pač da največ izpustov damo ven z prometom, ker smo neka tranzitna država, je tudi en velik izpustnik naše gospodarstvo in način produkcije in potrošnja, ki jo delamo kot družba. To je tisto osnoven problem. Ker mi zato, da lahko proizvajamo stvari in jih potem kasneje tudi trošimo, rabimo energijo. In kaj je osnovni cilj našega gospodarstva? Večja proizvodnja in večja potrošnja. In to se pravi, to nima vpliv samo z vidika fosilnih goriv, ampak tudi z vidika naravnih virov. Ker jih uporabljamo trenutno na nivoju, da mislim, da ima Slovenija za nekje 3 zemlje oziroma 2,5 na leto, kar je kontradiktorno, kar je protislovno. Mi ne moremo tega več početi. In bo potrebno tudi iz bottom-up approacha nasloviti, kakšen način življenja hočemo živeti. Ker zaenkrat vidimo, da naprimer, kako definiramo srečo in kako si ljudje dobijo srečo, s tem, da so potrošniki. Da sami sebe vidijo kot potrošniki oziroma in da je tvoje življenje zreducirano na to, da proizvajaš in trošiš. In tukaj so veliki premisleki, ki jih bo treba narediti. Da se mi v bistvu tudi ne znamo, da imamo pomanjkanja imaginarjev, ki bi znali prenesti tudi alternativo. Imamo neke majhne celice, ki proizvajajo, vključno naprimer s fokusom, ki proizvajajo alternativne imaginarje, kako ne izgleda družba, zato da ne bomo po eni strani porabili vseh naravnih virov za prihodne generacije in da ne bomo uničili podnebja do te točke, da pač ne bomo na njem mogli več živeti. In se mi zdi, da sta to osnovni 2 stvari. In ko se potem vrnemo nazaj na sistemsko odgovornost, moramo spodbuditi posameznike, da se aktivirajo tudi na ta način. To se pravi tudi znotraj ekoloških procesov, znotraj političnega aspekta. Ker če jim mi damo ta odpustek, to Slavoj Žižek v enem izmed svojih predavanj zelo lepo pove, kako v bistvu ti rešiš krivde človeka, ko mu rečeš, če boš ločeval, pa če boš šel 2-krat s kolesom v trgovino, bo pa vse magično v redu. In potem mu v bistvu daš ta občutek, da pa se ti ni treba organizirati, da bi lahko te stvari spremenili. To se mi zdi, da je to en radikalen prestop oziroma premik, ki ga bomo mogli tudi kot družba narediti, če bomo želeli začeti naslavljati in podnebno in okoljsko krizo obeh hkrati. Lana, vi, skupina Stavbarke, ste tudi nekako začutile ta izziv in pristopile k projektu, se prijavile na Hackathon Care for Climate in ste s tem projektom tudi zmagale. Kaj je osnova vaše ideje? Od kje ste izhajale in kakšne stvari ponuja ta projekt ljudem, ki si želijo zgraditi hišo ali pa? V bistvu glavni izziv tekmovanja, na katerem smo sodelovali, je bilo, kako bi ljudem predstavili slovenske kazalnike trajnostne gradnje. Zdaj te kazalniki so osnovani na evropskih okvirih Levels in se vključujejo pač 16 področij, ki se tičejo tistega, kar sem že prej naštela, torej raba energije, raba vode, kakovostno bivalno okolje, raba materialov, potem tudi odpornost na podnebne spremembe, torej da v resnici ocenjujemo stavbe po zelo širokem področju, ne samo po energiji potrebni za uporabo. In naša naloga oziroma cilj je bil, kako to predstaviti širši javnosti. In mi smo vedele, da je edini način, da to naredimo, da to prikažemo na konkretnem primeru. Zato je bila v bistvu naša rešitev tega komunikacijskega paketa interaktivna tipska hiška, ki bi jo pač predstavili na neki spletni strani ali aplikaciji, to niti ni pomembno. In bi lahko kdorkoli, pač naš glavni, na kogar smo ciljali, je bil zasebni investitor, bi si lahko, predno bi se lotil gradnje, predno bi vložil
1 evro v načrte, bi lahko tam pogledal, kako bi njegove odločitve vplivale na končno oceno trajnosti te stavbe. Torej, interaktivna hiška bi mu omogočala, da spreminja nosilno konstrukcijo, toplotno izolacijo, tip strehe, način prezračevanja, torej vse te stvari, o katerih se pogovarjamo, ko gradimo hišo. Potem pa bi bili vnaprej pripravljeni natančni izračuni, kako to vpliva na ogljični odtis, rabo energije, na ceno konec koncev, kako odporna bi bila ta hiša na podnebne spremembe, in bi se mu to sproti spreminjalo. Torej, da bi on lahko sam že vsak uporabnik doma preverjal pač vpliv teh sprememb na te faktorje oziroma kazalnike slovenske kazalnike trajnosti, in bi na ta način pač probale neke zelo široke podatke spraviti v neko zelo jasno obliko in neke številke, ki bi bile ljudem zelo jasne in bi se z njih zavedali, še predno bi šli recimo prvič k arhitektu po nek načrt. Ja, to se sliši zelo obetavno. Mladi imate veliko idej, veliko načrtov, tudi vedenje o tem, kje smo, in seveda upanje ali pa ideje, kam bomo šli naprej, ne? Koliko pa ste slišani v različnih okoljih, se pravi v sistemskih okoljih, v korporativnih, na vseh ravneh družbe, ne? Koliko se ta glas mladih sliši in je upoštevan? Mislim, mislim, da je prvo vredno poudariti, da mladi nismo homogena skupnost. Oziroma, da nimamo homogenega mnenja, ampak da imamo veliko različnih političnih, ekonomskih in vseh ostalih mnenj in vizij za našo prihodnost. To je prva stvar. Zdaj, koliko smo slišani, to je zelo zanimiva stvar, o kateri sem razmišljal sploh po udeležbi podnebnih pogajanj COP 30. Zdaj, tako je, če ti hočeš priti na neko pozicijo znotraj ali korporativnega sveta ali znotraj, to se pravi, politike, če želiš, da te sprejmejo in da se povzpneš po tej lestvici, moraš do neke mere prevzeti miselnost in miselne vzorce, ki jih imajo ljudje že tam noter. In takoj, ko ti vstopiš v ta sistem, to pomeni, da ti moraš skoraj da de facto zgubiti to drugačno vizijo, ki jo imaš, in začeti poosebljati sistemske razmišljanja in sistemske vzorce, zato da se lahko povzpneš po lestvici navzgor. Si ni cilj vzpenjanje po lestvici ali pač? Tako bom rekel, za nekatere mlade, moramo pogledati, za tiste mlade, ki doma nimajo pač zagotovljenega materialnega pač preživetja in ki nimajo sigurnosti, vemo, kaj je stanovanjsko krizo, vemo, kaj se dogaja v gospodarstvu, za tiste mlade, ki tega zaledja nimajo, je to osnovni preživetveni instinkt, da si pač zagotoviš službo, da lahko v tem okolju tudi uspevaš. A ne? In če hočeš, da te sprejmejo, moraš imeti močno zaledje zadaj, zato da si ti lahko privoščiš, da prineseš radikalno drugačno miselnost in da imaš priložnost ne uspeti pri tem. A ne? To je, na primer, ena stvar, o kateri se mi zdi, da se ne razmišlja dovolj. Ja. A ne? Kako to se pravi posamezniku res zagotoviti, da bo imel to materialno stabilnost, da se lahko udeležuje vseh teh procesov. Ker tudi, na primer, jaz kot posameznik sem bil dovolj privilegiran, da sem se lahko tega udeležil. Da lahko študiram, da sem lahko mladinski podnebni delegat in da vse to lahko delam brez skrbi in se udeležujem teh procesov. To je en temeljni razmislek tudi, kako mladim omogoča, da sploh lahko vse to počnemo. Odličen poudarek, zelo vreden, da si ga zapomnimo, a ne? Skupnosti mogoče lahko pripomorejo k zmanjšanju te energetske revščine, to je tudi pojem, o katerem se veliko govori v družbi, pa si niti mogoče tisti, ne, kot ste omenili, Jan, ki imajo dovolj in lahko razmišljajo o nekih rešitvah za prihodnost, niti ne zavedajo, koliko ljudi živi v neki energetski revščini, ki s sabo pripelje tudi druge oblike revščine. In v trenutnem globalnem položaju oziroma v dogajanju se utegne to samo še slabšati. Tako da skupnosti, energetske skupnosti so, po mojem mnenju, Boštjan, če se boste strinjali vi, ki imate izkušnje, ena od boljših rešitev, ki bi jih veljalo gojiti, spodbujati in jih podpreti, kaj ne?
Nedvomno, ker je to tudi praktična rešitev. Mogoče je seveda zelo pomembno, da imamo drugačne ideje, pa da drugače razmišljamo, ampak ključna stvar se mi zdi je pa tisto, da nekako uspemo pravzaprav v praksi tiste spremembe doseči in pokazati, da je nekaj mogoče, da ni samo drugačna ideja, ampak drugačen način življenja. In ja, energetska skupnost pravzaprav to je nek termin, ki ga si vsak malo po svoje predstavlja, ampak jaz vam bom čisto enostavno povedal, zamislite si recimo energetsko zadrugo, ker to je skoraj da sva pomenka. Ni čisto zares, ampak dajmo za naš pogovor reči, da je. In nekako mi imamo eno tradicijo tudi v Sloveniji zadružništva, vemo, da je bilo pomembno že pred prvo svetovno vojno, pa med obema, pa po drugi, najmanj pa danes, to je nekaj, kar se razkraja, ker ja, seveda, danes je bilo nekaj takih debat o tem, kakšna je vloga posameznika, pa potem na nek način sistema ali pa države, pa lastnikov premoženja in tako. Mislim, da je zelo pomembno, da se razumemo, ločevati smeti pomembno in kar dobro nam gre v tej državi, primerjalno gledano, ampak mislim, da je pomembno, da se nekako na individualni ravni, da se premaknemo od te vloge, ki nam jo nekako je odrejena, v smislu, vi ste potrošnik, lahko imate drugačno potrošniško izbiro, drugače pa seveda, če pa nekaj že drugače imate, pa že niste čisto v redu. In kar je v bistvu tudi zgodba energetskih skupnosti, je to, da ljudje v neko drugo vlogo vstopijo, v neka solidarnost se zgradi, nek drugačen družbeni odnos do soljudi in to je zelo pomembno, ker veste, kot posamezniki smo izjemno omejeni. Jaz bi še to rekel, včasih so rekli MZPP, Mladi za podnebno pravičnost, da je recimo prenašanje na individualno raven zgolj prenašanje odgovornosti tistih, ki so zares krivi za podnebni zlom, medtem ko ne bi posamezniki zdaj s svojimi dobrimi deli reševali ta kaos, v katerega so nas potisnili. Mislim, da to do velike mere drži. Ampak potem pa ne smemo na drugi strani narediti tisto, zdaj pa nimamo nobene možnosti, fosilni hedonizem, uživajmo dokler se še da, potem pa potop. Odgovor na to je pravzaprav, kakšne so lahko drugačne prakse, ki jih zgradimo, ker skozi te prakse, skozi ta kolektivni angažma, dobimo neko moč za večje spremembe. To se mi zdi, da je tisto bistveno. To lahko spreminja stvari in to je dejansko nekaj, kar se je tudi skozi zgodovino pokazalo. Ampak tukaj pa po eni strani mislim, da kaj je naloga predvsem države, je to, da ima posluh za to. Ali ima posluh za take prakse, ali jim odpira vrata, ali pa jih onemogoča. Zdaj bomo pustili, da si gledalke in gledalci sami na nek način odgovorijo na to, ali posluh je ali ni. Na področju energetskih zadrug imamo tudi v Sloveniji res velik potencial, ker je to nekaj, kjer občine pravzaprav lahko postanejo nosilci, se s svojimi javnimi zavodi vključijo lokalno, drobno gospodarstvo in pa seveda tisto, kar je ključno, prebivalci in prebivalke, lahko na nek način zberejo svoje majhne prihranke, z tega svojo energetsko preskrbo zagotovijo, kar pomeni neko veliko energetsko neodvisnost od trga, od teh velikih energetskih monopolov, ki seveda so izjemno profitabilni. In te rešitve so seveda vedno okolju prijazne in tudi družbi prijazne, ker potem koristi ostanejo tam v lokalnem okolju. In vsi zgledi nam to kažejo, da je to mogoče na nek način, ampak ja, pogoji so pa tisto, kar na nek način si še poskušamo izboljšati. In ta primer, zakaj je to združevanje pomembno in tudi potrebno, vam bodo nenazadnje na področju energetskih zadrug oziroma energetskih skupnosti. Mi smo se združili zdaj v mrežo za energetske skupnosti, teh nekaj energetskih skupnosti, ki jih je po Sloveniji, ker drugače nam je jasno, da bomo zelo težko na nek način tudi strani ministrstva naleteli na bolj odprta ušesa za tiste naše potrebe, ker potencijala, da bi take zgodbe zgradili v Sloveniji, je ogromno. Bomo samo en podatek, sicer malo starejši, pa ni za Slovenijo, ampak je za Evropsko unijo kar praktično 45% bi imeli lahko tako imenovanih potrošnikov oziroma
prosumers, torej tisti, ki proizvajajo in trošijo hkrati, ki te dveh vlog nimajo ločenih. In s tem bi skoraj za četrtino vse energetske porabe lahko na nek način zadovoljila. Ne? In to je pa zelo, zelo pomembno. Si predstavljate tudi z vidika, če tako rečemo, decentralizacije in demokratizacije energetskega sistema, kakšen potencial na nek način imamo in se trudimo, da bi ga realizirali. Ja, mislim, to se mi zdi, da je to najpomembno, pa hkrati je tukaj pomemben, recimo, politološki poudarek. S tem, ko mi pač damo moč odločanja posameznim skupnostim, se dispenzira moč. Pač moč se porazdeli in da možnost posameznemu državljanu, da odloča med tem, kako se bo proizvajala energijo, kolikor jaz seveda zastopim te energetske zadruge in tukaj me lahko pač kolega tudi popravi, ampak to se pravi, koliko imajo državljani možnosti zraven sodelovati, da se odločajo, da so v procesu odločanja. Tudi to so zelo pomembne stvari in to je pa ta bottom-up approach, o katerem govorimo. Na kakšen način bomo tudi mi pridobivali energijo in da so posamezniki skupnosti, ki imajo nekaj od tega. Zato, da se mogoče na področju energetike, ker energija tako ali pa drugače je nekakšna, to se pravi človeška pravica, da si ti lahko zagotoviš po zimi ogrevanje, to se pravi, da greš lahko v službo in vse ostale stvari, da si lahko kuhaš. To so stvari, ki jih pač potrebujemo. In naprimer tukaj je tudi potem potrebno preoprašati, po kakšni logiki mi to delamo. A bomo to delali po tržni logiki, kot je prej že kolega izpostavil, kjer je lahko energetski sektor zelo močno področje, kjer se dela pač kapital in kjer se dela zaslužek, ali bo energetska pač z energetskimi skupnostmi to stvar, ki se bo potem investirala nazaj v to skupnost in se te skupnosti lahko še širijo. In to je tudi ta vprašanje, kako bomo mi dispenzirali družbeno moč, da imamo ta bottom-up approach, da imajo ljudje možnost sodelovanja in možnost soodločanja. To so potem te, ker potem imaš ti lahko na ravni lokalne skupnosti proizvodnjo električne energije, kjer se odloči, kam se jo bo dali, na kakšen način. Ali bomo dali tistim, ki so socialno šibkejši, popust pri tej energiji, pa bomo drugi nosili večje breme. Tukaj se potem odprejo, po mojem mnenju, nova obzorja za to, kako bomo kot družba soupravljali. Da nismo odvisni od velikih podjetij in tistih, ki proizvajajo energijo, ampak je skupnost kot taka odgovorna za to, kako se jo producira. In se mi zdi, da je to pomemben poudarek tudi znotraj te ideje energetskih zadrug. Jan je prej omenil, da je skupnost mladih oziroma da ste mladi zelo heterogena skupnost. Zelo različni interesi, različna razmišljanja o svetu, pustimo zdaj politična in druga prepričanja. Pa me zanima, Lana, kako pa je znotraj vaše stroke, bom rekla, gradbeništva, tudi z arhitekti verjetno sodelujete in še z ostalimi poklici. Se pogovarjate kaj vi med sabo, sovrstniki, tudi o prihodnosti, o tem, kaj se da narediti, kaj vas čaka, je prisoten strah, pesimizem, optimizem, mešano? Ja, mislim, da smo mi mogoče ena generacija, ki smo odrasli tudi z internetom in da smo navajeni, recimo, da vsako stvar, tudi recimo pred nekaj kupimo, da pogooglamo, da je ful enih informacij, ki jih znamo sami poiskati in da ne zaupamo kar na prvo žogo. In se mi zdi, da se da mogoče mlade prepričati z nekimi konkretnimi primeri in informacijami in da so to pač legitimne informacije. In mislim, da smo mladi odprti in za sodelovanja, samo da pa hitro prepoznamo, če nekaj ni iskreno, ali pa če je težko zaupamo, se mi zdi, ker je pač toliko enih informacij, da hitro podvomaš. In mislim, da je iskrenost do mladih pomembna v teh področjih, da pač se ne zavija stvari, pa da smo potem pripravljeni tudi marsikaj, mogoče se čemu odreči, če pač vemo, da je to za dobrobit nas in drugih. In pač jaz imam pozitivne občutke, kar se tega tiče, tudi s kolegi na fakulteti se veliko govori o teh stvarih, projekti se odpirajo, ves čas prihajajo tudi neka sredstva za te stvari in mislim, da gremo v pravo smer, da ni pesimizma. Tako. Treba se je kdaj tudi čemu odpovedati, ne? V zadnjih desetletjih ali pa, kaj ne rečem, v vsem tem obdobju po drugi svetovni vojni smo se odučili tega, ne? Generacije, ki so potem po obnovi začele živeti in rasti v izobilju, so se preprosto odvadile tega, da česa manjka,
ravno nasprotno, a ne? Vsega je preveč. In odrast je pojem, ki se pojavlja že kar nekaj časa, ki govori ravno o tem, ne? Da ni potrebno kar naprej rasti v proizvodnji, ampak da lahko lepo živimo tudi z manj potrošnimi predmeti, a ne? Ja, mislim, da je odrast en zelo pomemben okvir, ne, ki ga moramo imeti ves čas pred očmi, ampak ne smemo, mislim pa, da za, bom rekel, široko javnost pa morda ni najboljši, ker potem zelo hitro vsak pomisli ali na svoj žep, pa na to, da bo zdaj on ali pa ona brez vsega tega ostala. Mislim, da je bolj se vprašati, kaj je na družbeni ravni tisto, kar je res na nek način nepotreben luksus. Kje se odpovemo temu na družbeni ravni, ne zgolj na nek način individualni. A ne? Mi imamo en kup enih stvari, ki so namenjene zgolj temu, v bistvu, da imamo to rast. A ne? In to je zelo zanimivo, ker po eni strani rekli ste, imamo vsega preveč, ampak vse veste, ko je kriza, a ne, ko bo naslednja kriza prišla, a ne, bodo spet odpuščanja, pa varčevalni ukrepi, pa vse, a ne, in to je v bistvu samo kriza, da ni rasti. A ne, to ni kriza nekega pomanjkanja, na nek način, ampak samo kriza, da ni rasti in takrat praktično sekamo in režemo in reorganiziramo družbo. Tako da ja, z tega vidika v nekem zelo iracionalni družbeni organizaciji živimo in odrast je pa z tega vidika tako zelo pomembna, ker v bistvu nas sili v to, da se vprašamo, kaj je tisto, kar res potrebujemo. Mislim, da nihče od nas se noče dobremu javnemu zdravstvu in javnemu šolstvu, bom rekel, odreči, toplim domovom, prevozom, ni nujno, da je individualni, raje bi imeli javni, dober potniški prevoz. Vse te stvari so potrebne, je pa kup stvari, ki pač niso potrebne, od, ne vem, začnimo z zasebnimi leti, danes se ne nazadnje toliko zelo pogovarjamo o vojaški industriji in orožju in tako naprej, ki je pač z okoljskega vidika izjemno destruktivno po vseh kriterijih, poleg tega, da je seveda tudi človekoljubnega vidika nekaj, kar je narejeno za ubijanje. A ne? In tukaj se potem moramo vprašati, kje lahko zmanjšamo, kje varčevati. Ampak ja, veste, da ko govorimo o varčevalnih ukrepih, govorimo o tem, da pač varčujemo pri tistem, kar je dobro, ponavadi pa pomaga ljudem in mečemo tja, kjer povzročamo pač negativne učinke. Tako da mogoče če komu odrast ni všeč, pa razmišljamo o tem, kako bi lahko nekako selekcionirali stvari, ki so za nas dobre in slabe in je to spet en zelo podoben okvir, ki ga v bistvu ta odrast skuša na nek način izpostaviti in to, da je ta obsedenost z rastjo, ki je res pravzaprav poganja vse to, o čemer danes govorimo, nekaj, s čimer moramo prekiniti v glavah, pa tudi v praksi. Ja, mislim, tukaj mi tudi kako dojemamo kot družba razvoj. Mislim, da se predvsem v zahodnih družbah družbeni razvoj enači z gospodarsko rastjo in z gospodarskim razvojem. In to je samo po sebi kontradiktorno. Na planetu, kjer imamo mi omejene vire, ne moramo imeti neskončne rasti. Vsaj ne z pač materialno potrošnjo in z vsemi ostalimi. To se pravi, potem se išče rast na nekih drugih stvarih. Zdaj vidimo, da je velik del ameriškega gospodarstva zgrajen na produciranju umetne inteligence, ki ima prav tako zelo, zelo velik odtis na okolju. S porabo vode, s porabo energije in ravno kar smo se zgovarjali, kaj poraba energije pomeni, sploh če je narejena s fosilnimi gorivi. To se pravi, kam mi kot družba usmerjamo te vire, ki jih imamo in na kakšen način so porazdeljeni. Ne? Ker če mi zdaj vlagamo največ našega denarja v umetno inteligenco in v podobne zadeve, se mi zdi, da so to neko upanje, da nas bo tehnologija odrešila iz zagate, v katero smo prišli. Brez da bi... Pa nas bo? Ja, v resnici, ko se je začelo recimo vse prvi vzgibi trajnostne gradnje in take stvari, tiste prve tehnologije so dale občutek, da bodo recimo takrat vse rešile, pa tudi v industrijski dobi, ampak na koncu so naredile večji razkorak med revnimi in bogatimi. Tako da ni samoumevno, da nas bo. Ja. Zdaj Slovenija je po vseh kriterijih lepa dežela, dežela mnogih potencialov. Vsi, ki živimo tukaj, jo imamo radi. Kako jo bomo ohranili tako in kako bomo, recimo, je optimističen pogled na to, da bi lahko
ne vem, vsaj v četrtini bili energetsko samozadostni iz obnovljivih virov. Ja, dobro, Nada, da niste rekli, da je Slovenija zelena destinacija. Lučka Kajfež-Bogataj vedno nekako se zdrzne ob tem, ker če pa pogledamo, bom rekel, ta koncept planetarnih meja in to, kar je bilo tudi že prej omenjeno, recimo tako imenovanega ekološkega dolga, to sta dva taka kazalca, ki sta, bom rekel, na znanstveni ravni najboljša, ker najširše obravnavata pač vso okoljsko problematiko, a ne pa Slovenija absolutno ni v dobrem položaju. Dobro je mogoče na področju voda, ampak v veliki meri zaradi, bodimo pošteni, geografskih danosti. Tako da tukaj moramo biti zelo previdni pri samohvali, ker so na nek način velike težave. Ja, res je, da je Slovenija tranzitna, kar se tiče prometa, ampak glavni del, kar se tiče emisij, je praktično iz osebnega prometa, torej iz osebnih avtomobilov, kjer imamo enega potnika in neverjetno gnečo na avtocestah in povsod. In očitno je, da tega ne znamo rešiti. Več ali manj edina rešitev v zadnjih časih, ki jo slišimo, je širimo avtoceste, da ne bo gneče. To pomeni, da bo še več avtomobilov. In mislim, da z tega vidika, ne nazadnje tudi edina taka večja infrastrukturna pridobitev v zadnjih 30 letih je bil ravno avtocestni križ. In ja, to mislim, da je ena smer, ki ni šla v korist ne planeta, ne pravzaprav ljudi. In mislim, da se moramo mogoče tudi na nek način obrniti v preteklosti in iskati kakšne dobre zglede. Prej smo omenili zgodovino zadružništva, ne nazadnje pa imamo tudi kakšne druge zglede, ki so zelo zanimive, že starejše od tega, recimo Srenjska zemlja, pa komunela, gmajna, take stvari. To je zelo zanimiv koncept, ker ravno na področju energetskih skupnosti mi je v glavo šinila ta kombinacija, poznamo vsi javno-zasebno partnerstvo, ampak tukaj imamo pa eno možnost javno-skupnostnega partnerstva. Sodelovanje med recimo neko lokalno oblastjo pa širšo skupnostjo, ki se združi recimo energetsko zadrugo, in to je nek način, kako se javno dobro zagotavlja. Mogoče na nek drugačen način, da ga ne zgolj država organizira, ampak da se še malo približa družbi in je na ta način še kakšna tveganja glede slabega upravljanja se zmanjšajo. In to je neka možnost, kako recimo pridemo do tega, da se neposredno te potrebe recimo po energiji v tem primeru razrešijo. Res pa je, da če pa pogledamo širše, je pa jasno, da pač brez dobrih državnih ukrepov zelo težko računamo, da se bodo stvari spremenile. Ne nazadnje, saj tudi prvi primer take energetske zadruge, pri kateri smo v Fokusu sodelovali, je bil podprt s projektom Care for Climate. To je tisto, kar si želimo, da bi država to podpirala z tega vidika. So pa seveda potem težave, recimo, kar se tiče odnosa do dobaviteljev, če grem malo v podrobnosti. Ampak da ne bi šel preveč, bi pa vseeno zaključil s tem, da je ne nazadnje, tudi področje energetskih skupnosti način, ki nam kaže, kako lahko z nekimi konkretnimi spremembami kot posamezniki naredimo in pridobimo moč, da ne nazadnje vplivamo tudi na to, da bo država bolj, če to rečem, prijazna do okolja. Mislim, da je to neka pot, ki je zelo pomembna, ker drugače, če se prepustimo nemoči, v bistvu lahko samo na nek način čakamo, ampak mislim, da vsi trije smo tukaj, ker smo se odločili, da nekaj poskušamo spremeniti. Da ne čakate, da skušate nekaj spremeniti. In ne nazadnje, država smo ljudje, vsi mi, ki v njej živimo in lahko na tak ali drugačen način od spodaj navzgor vplivamo tudi na nekatere skupne procese, ki se dogajajo, če smo dovolj vztrajni, pogumni, trmasti. Mislim, tukaj, naprimer, da se navežem nazaj za edina pridobitev, ki smo jo dobili, je avtocestni križ, ampak to ni bila to ni bil nek naraven zgodovinski razvoj, ki je sam po sebi dan, ampak je bila tudi zavestna politična odločitev, da se bo šlo to.
To se pravi, mi nimamo, to ni neka samoumevna stvar ali pa logičen razvoj naše države. Pač mi potrebujemo tudi na državni ravni zavestno odločitev strani politike, da se bo začel graditi na mesto na avtocestah, ker tudi če samo dodamo samo še en pas, na koncu se vedno naredi lijak, sploh znotraj Ljubljane, in se bo pač na neki točki se bo tako ali tako stal. Treba je narediti zavestno politično odločitev, da se bo šlo v to, da se bo krepil javni potniški promet, da se bo krepil to infrastrukturo in da se bo ponudil ljudem možnost, da grejo na pot z nečim drugim kot z svojim osebnim avtomobilom. Jaz kot študent vozač se vozim vsak dan v eno smer približno 45 minut z avtobusom. Pa se mi to zdi, pa je to mogoče tudi zaradi finančnega perspektive, ker je pač bencin oziroma gorivo toliko stane, ampak ljudem je treba ponuditi alternativo. Mi moramo zgraditi robusten javni potniški promet, zato da se bo tebi enostavno bolj splačati, da greš na njega, ker je udoben, ker je hiter. Vlaki po drugih prestolnicah v Evropi, bil sem na Danskem, bil sem v Belgiji, javni potniški promet, naprimer v Kopenhagnu metro, je bolj priročen na momente kot avto. Se ti bolj splača iti z njim. To se pravi, kako bomo mi se zavestno odločili, da bomo začeli spreminjati našo infrastrukturo? Ja, promet je gotovo ena od stvari, ki ga v prihodnosti čakajo velike spremembe, če bomo hoteli uresničevati določene zaveze, ki smo jih dali glede vpliva na podnebje in na izpuste. Sicer pa mislim, da ste danes vseeno dali nekaj takih optimističnih, lepih zamisli za prihodnost in da lahko, če potegnemo črto, rečemo, da je treba samo vztrajati in delati in ne se udati in ne sedeti in čakati, da bo nekdo drug opravil delo namesto nas. Hvala vam vsem trem, da ste bili gostje v podcastu Samo en planet in vse dobro. Hvala enako. Hvala.